Zdravo vsi, tukaj sludi in dobrodošli v še enem videu. Kakor vidite tukaj zdaj, to je sam tak chat, da drugače danes bom špilil jaz Mineplex, ampak to ni važen. Jaz delam shoutout na ega z imenom InCDPlay. Ja, no, kakor sem rekel, on ima zelo zakon kanal, kakor vidite na ekranu tukaj, ima samo 83 subov in edit tukaj lepo. On drugače špila horror igrice, pa take stvari, horror igre, pa kaj še, približno horror igre. Dober edita, zelo dober edita, dela tudi zelo odlične banerje, sem poštudiral. Zdaj pa bom še eno sliko hitro od njegovih horror iger pokazal. Tako, kakor vidite tukaj, on špila tako Limbo, pa Until Dawn, pa tudi objavlja redno videe, ful lepo objavlja. On drugače ni Anglež, če se sprašujete, ampak objavlja veliko videov. Še enkrat, zelo zakon jih edita. Meni se zdi, ne vem, ker editor upravlja, ampak je zelo dober. Še kdaj je hec tega, on ima tukaj malo naročnikov. Morate se naročiti na njega, on je ful zakon youtuber, zares. On si ne zasluži 83 naročnikov, on si jih zasluži zagotovo vsaj čez 100, če že. Če jaz, ko sem prvič videl njegov kanal, na primer, ko smo se pogovarjala, on mi je rekel, na primer, da on špila take horror igrice, tudi Outlast 2 špila, ne. In tudi Patreon ima, bom pustil njegov Patreon link dol v descriptionu, če ga hočete tudi donirati. Drugače, on mi je povedal, da je špilo Outlast pa vse take horror igrice, pa sem jaz rekel, dobro, ta človek mora imeti pa veliko naročnikov, da lahko take igre igra, ne. Da mora biti kar dober. Pol sem šel pa jaz njegov kanal pogledat, ko mi je link poslal, ne. Pa je imel samo 83 naročnikov in on je ful prijazen. Govori grde besede, kdaj pa kdaj, ne govori skozi grdi besed, ampak je pa ful prijazen. In za njegovo delo pa za vse to, ker on Outlast 2, on vse te igrice plača. Pa zdaj želim si, da se naročite na njega, da mu pokažete nekaj spoštovanja. In ga spremljate malo. On je Anglež, zaradi tega neč mu ne pisati po slovensko. Par slovenskih besed razume, kot na primer zdravo bo razumel. Meni se zdi, da zdravo razume. No, on je tudi snemal tako rage igrice, ne snema samo horror igrice, da je to tako try not to laugh challenge, ali pa tale, ali pa try not to rage or swear challenge. Meni je res ful hecen. Ta je zakon, ta je ful zakon. Tukaj bom še pustil eno sliko, ko je meni ful hecna. Na tej sliki boste videli, bom zdaj pokazal, no, tako, zdaj vidite. Kakor vidite ga, to je on, ne, vidite ga tako hecnega, kot da tako nadleguje stol. To je drugače, igral je Cat Mario pri Try Not To Rage Challenge in potem je tukrat velikokrat umrl, pa je tukaj bil jezen, ampak pol na koncu mu je pa uspel, pa je zmagal. Pol je pa to začel delati v sreče, pol pa glih tam na koncu je umrl. No, dovolil vam bom, da pogledate na njegovem kanalu vse te stvari. Naročite se na njega, on je zelo, zelo zakon, še enkrat povem. In zelo odličen youtuber je, moram povedati, zelo odlično snema, sem že spet vedel. Samo vem, pa tudi hecen je, pa na primer, on se tukaj ne jezi ali pa ni tukaj jezen ali pa tukaj klek, kakor sem jaz v mojim Trap Adventure videl. On je ful prijazen, ful lepo. Je tudi en vlog posnel, želim, da jih več posname. Zdaj je rekel, da na primer zdaj igra tudi Hidden Agenda. Zdaj je rekel, da na primer, ko konča tole igrico, ko konča Hidden Agenda, da bo pol snemal tale Inside, Play Dead Inside, se poznate tisti, ko so tudi Limbo to naredili. Drugače,
Ja, jaz komi čakam, da on ta gameplay naredi, ful bom bil srečen, ko ga bo naredil. Ampak to je vse, to je ta shoutout. Še enkrat, naročite se na InsidiPly, PLY, še zmeraj ne vem, kako se lahko reče njegovo ime. Ja, no ne poštudiram. Ampak drugače, to bo vse za ta video. Če ste ga imeli radi, ga lajkite. In če je to slučajno prvi video, ko ste ga videli od mene, zapomnite se naročite. Do zdaj pa hvala, da ste gledali. Naročite se na njega in peace out.